Chérie, viens là. Plus près. O povečani porabi prenosa podatkov vas pravočasno opozorimo z SMS-om. In tako zaščitimo pred visokimi stroški, tudi če vas kdaj zanese. V zadnjem letu je uporaba mobilnega interneta v izjemnem porastu. Glavne razloge za takšen trend gre iskati v 3 dejavnikih. Rast uporabe pametnih telefonov in novih naprav, kot so tablični računalniki, spremembe uporabniških navad in povečana uporaba funkcionalnosti in aplikacij na pametnih telefonih ter vse zmogljivejše mobilno omrežje, ki omogoča izjemno visoke hitrosti prenosa podatkov. Telekomunikacijska podjetja si zato prizadevajo, da bi tehnologijo čim bolj približali uporabnikom in sistem zagotovila dodatne zaslužke. Zato tudi ne čudi usmeritev, ki jo je orisala Eva Aljančič iz Simobila. Kot vsako telekomunikacijsko podjetje, tudi v Simobilu spremljamo trende iz tujine in se trudimo zagotavljati napredne komunikacijske rešitve. To ni nič novega. Kar pa Simobil razlikuje od konkurence, je pa to, da se iskreno ukvarjamo s tem, kaj si uporabnik želi. To smo namreč zapisali tudi v naše poslanstvo. V Simobilu ustvarjamo napredne, enostavne in brezskrbne komunikacijske storitve, ki ljudem v resnici koristijo. Da smo v tem uspešni, dokazujejo konec koncev tudi naši uporabniki. Simobilovi uporabniki so tisti, ki namreč največ priporočajo svojega operaterja, hkrati pa to dokazujejo tudi prodajni rezultati. Naj vam povem podatek, da Simobil že več let zapored pridobiva največje število uporabnikov. Morda smo v preteklih letih več pozornosti namenjali ceni, tarifam, ampak kar uporabnik v resnici želi, je najboljša kombinacija cene in izvrstne kakovosti. Predvsem pa, roko na srce, da se ne potrebuje ukvarjati z nami. In tu smo pri kakovosti. Da bi izkušnjo uporabnikov še izboljšali, smo lani izvedli največjo nadgradnjo omrežja v zgodovini in tako zgradili največje 3G omrežje. S širokopasovnim mobilnim internetom pokrivamo 88,3% slovenskega prebivalstva. Evropska komisija je pri tem spoznala, da se z razvojem tehnologije enormno povečujejo zaslužki telekomunikacijskih podjetij, saj so z uvajanjem novih storitev določala nove cene in so stroški za uporabnike začeli strmo naraščati. Zato so letos sprejeli uredbo, ki določa najvišje cene mobilnih storitev v Evropski uniji. Kljub temu pa so bili računi še vedno zelo visoki, še posebej, ker so stroški naraščali, operaterji uporabnikov na to pa niso opozorili. Zato je sedaj začela pri operaterjih prodirati miselnost, da ne morejo samo ožemati svojih uporabnikov, temveč da je do njih pošteno, da jih na določeni meji stroškov opozorijo na to. Simobil je tako za vse svoje uporabnike uvedel samodejno obveščanje o uporabi mobilnega interneta. Ob povečani porabi bodo uporabniki pravočasno obveščeni in zaščiteni pred morebitnim visokim računom. Na področju prenosa podatkov tudi v Simobilu opažamo predvsem 3 glavne trende. Prvi je ta, da se pričakuje, da bo uporaba mobilnega dostopa do interneta nekako v roku 2-3 let presegla uporabo na namiznih računalnikih. Do tega prihaja prvič zato, ker se je naš način življenja tako spremenil, da je dostop do interneta, spletnih aplikacij, komunikacij, recimo elektronske pošte, kjerkoli in kadarkoli vse pomembnejši. Poleg tega pa razvoj tehnologij, tudi omrežij in naprav, to dejansko omogoča in podpira tudi neko zelo dobro uporabniško izkušnjo, tako da to tudi z veseljem uporabljamo. Drugi trend je ta, da je prenos podatkov za uporabo teh spletnih storitev čedalje večji. Mobilne aplikacije so čedalje bolj podatkovno požrešne, spletne strani na mobilnih napravah so praktično zdaj že enake kot tiste na računalnikih, tako da opažamo tudi pri naših uporabnikih, da uporabljajo vse več podatkov, hkrati pa nimajo neke prave predstave, koliko podatkov prenesejo ob uporabi določene storitve. Recimo za minuto nekoliko bolj kakovostnega videa z YouTubea porabiš, ne vem, okoli 8 megabajtov podatkov, kar pomeni v znesku
ni šlo. To je nekih, se pravi, za 3 minute plačaš 15 evrov, kar je že kar velik znesek, sploh če računaš na to, da ne pogledaš samo enega videa, ne, nikoli. Tretji trend je pa povezan z vse večjo razširjenostjo pametnih telefonov. Poleg teh nekih tehnološko naprednih uporabnikov, trendsetterjev, prihajajo s prihodom cenovno dostopnejših naprav, so začeli te naprave uporabljati tudi uporabniki, ki se ne želijo ubadati s tehnologijo, ki je ne poznajo in nimajo neke želje, da bi se v to poglabljali. Ko smo planirali nadgradnjo našega omrežja, smo pričakovali, da se bo uporaba prenosa podatkov povečala. Hkrati smo pa tudi spraševali naše uporabnike, kaj je tista stvar, ki jim preprečuje, da bi mobilni prenos podatkov dejansko več uporabljali. In prvi odgovor je bil vedno to, da se bojijo stroškov, da ne vejo, koliko bodo za to plačali. Zato smo pripravili nove pakete in opcije mobilni internet, ki zagotavlja najboljšo uporabniško izkušnjo, brez nekega strahu pred nepredvidljivimi stroški. Predvsem z nadgradnjo omrežja smo opazili povečano število vprašanj glede nadzora porabe, glede stroškov, pa tudi v določeni meri povečanje števila pritožb na račun zaračunanih zneskov na računih. Zato smo se odločili, da tudi za njih pripravimo neko rešitev, ki vključuje predvsem nadzor nad porabo. Ko uporabnik, ki v svojem naročniškem razmerju nima neke vključene količine ali pa nima neke dodatne opcije, ko prenese 50 megabajtov podatkov, mu pošljemo SMS obvestilo, da je porabil to količino in mu upočasnimo prenos podatkov na 64 kilobitov na sekundo. Ta prenos je sicer plačljiv, še vedno, ampak s tem smo želeli predvsem preprečiti te neke nepredvidene in nenadzorovane prenose velikih količin podatkov v kratkem času. Tukaj gre predvsem za prenose, ki jih iniciirajo same neke aplikacije, naprave, ker še enkrat poudarjam, tukaj gre predvsem za uporabnike, ki niso vešči, ukvarjanja s temi napravami in jih to prvič jih preseneti, se naslednjič že vejo. Tako da so zdaj v bistvu vsi naši uporabniki lahko brez skrbi pri uporabi mobilnega interneta. Zanimalo nas je tudi, kaj pa se je zgodilo s pritožbami uporabnikov na visoke stroške, ki so nastali doslej. Naj povem, da smo vse primere rešili uporabnikom v prid. Glede na celotno bazo naročnikov jih je bilo to izredno malo, govorimo o promilih. Za konec pa še naš nasvet. Pri uporabi mobilne telefonije ne bo odveč, če boste tudi razmislili, da z dolgotrajnimi pogovori ali vlečenjem podatkov z interneta polnite žepe vašega operaterja. Vaš žep pa ostaja prazen. Pozdravljeni, sem Miloš, tekmovalec Rolerskega kluba Ljubljana in po napornih treningih uporabljam fantastično napravo za stimulativno masažo pri rolanju najbolj obremenjenih mišičnih skupin, kot so hrbtne mišice v križu ter kolenske in stegenske mišice. SportsDance je odlična naprava, ki mi poleg masaže po napornih treningih omogoča tudi treniranje mišic kjerkoli, kadar zaradi službe in ostalih obveznosti ne morem na treningu. SportsDance je tako učinkovit, da imam lahko po mišično-stimulativnih programih utrujene mišice še naslednji dan.